Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Odpravljam se v center Nove Gorice, kjer vam bom pokazala najvišjo zgradbo. Pogledali bomo še spomenik Edvardu Rusjanu in pa repliko letala. Vmes vam pokažem še, kje je bilo v centru Nove Gorice včasih pokopališče. Povedala pa bom tudi, kaj pomeni hoja in kaj vse na njo vpliva. Spremljite me do konca, pa mogoče zveste kaj novega. Hoja je pa ena taka fajn rekreacija, ki se niti ne zavemo, izvajamo jo vsakodnevno, v bistvu čisto podzavestno. Tega gibanja se naučimo že kot otroci in potem o tem nikoli več ne razmišljamo. Zdaj smo prišli pa v mestni park Borov-Kozdiček, kjer najdemo nekaj malega sprehajalnih poti, lahko se usedete na klopco, počivate, meditirate, berete. Najdemo tudi kompleks otroških igral. Na našo hojo pa seveda vplivajo različni dejavniki, se pravi tudi kakšno je naše počutje, kakšna je naša zmogljivost. Potem seveda obutev, ta naj bo čim bolj preprosta, pa površina, odvisno, kje hodimo, ali hodimo po gozdni poti, po makadamu, po asfaltu. Vplivajo tudi razne druge navade, kot je na primer hoja po prstih ali pa mogoče kakšne poškodbe, se pravi tudi, če imamo ploska stopala. Potem je pa seveda tudi odvisna starost in pa pretekla športna aktivnost. Skratka, hojo prilagodimo sebi, toliko, kolikor zmoremo in da ne pretiravamo. In pa na vsakem takem sprehodu oziroma hoji si ogledujemo okolico, ker vedno doživimo in vidimo kaj novega. Na robu Borovega Gozdička imamo pa še en spomenik Aleksandrinkam, ki prikazuje v bistvu lik ženske, ob kateri smo vedno varni. Avtorica tega spomenika je pa Nika Šimac. Park zapuščam in odhajam proti centru Nove Gorice. Sem pa pred kratkim prebrala, da je bilo v centru Nove Gorice včasih 6 hektarjev veliko pokopališče. Zdaj smo pri mestni galeriji in smo prišli do točke, kjer je bil prav tle včasih eden izmed vogalov pokopališča, in sicer zadnji desni rob. V smeri proti današnji novogoriški občinski stavbi, se pravi čez ta travnik, in sicer 200 metrov v tej smeri. Drug rob je šel pa v smeri, ker dan stoji ta poslovno-stanovanjska stavba, in sicer vse dol do avtobusne postaje, približno 300 metrov. Včasih je bila to Pokopališka ulica, danes je pa to Erjavčeva, ker je bil na tem pokopališču pokopan tudi Fran Erjavec. Vhod na pokopališče je stal pa med današnjo stavbo Eda center in pa avtobusno postajo. Tu so pa še vedno 3 nagrobniki, ki jih takrat niso preselili. Ne vem zakaj, mogoče ni bilo svojcev za te grobove. Tu je ostal nagrobnik vojaka Mihaela Hertleina. Napis se še vedno lepo vidi. Tako, zdaj gremo pa še na drugo stran ceste, do spomenika in pa do Eda centra. Tle vidimo pa kar zanimivo zasnovo spomenika, ki je bil postavljen že leta 1960. Prikazuje krila in strmoglavljanje letala. Ta betonski spomenik je visok 10,5 metrov in avtor tega spomenika, kipar Janez Lenasi, je dobil navdih pri grškem mitološkem letalcu Ikarusu. Gre pa za enega najbolj prepoznavnih simbolov mesta Nova Gorica. Edvard Rusjan je leta 1909 kot prvi pilot slovenskega porekla poletel z motornim letalom, čist lastne izdelave, ki se je imenoval Eda, in to ime sedaj nosi tudi najvišja stavba v Novi Gorici. Eda center je pa visok 62 metrov in je tudi hkrati najvišja stavba v centru Nove Gorice. Bila pa je zgrajena 2011. Ta stavba ima pa 4 etaže, ki so namenjene trgovinskemu delu, pa potem naslednjih 8 etaž je namenjenih pisarniškemu delu. Čist na vrhu je pa 40 nadstandardnih stanovanj. Zdaj bomo pa šli še noter pogledat, kjer je replika letala bratov Rusjan. To sta bila Edvard in Josip.
In to letalo je tudi, tako letalo, no, je pa tudi prvič poletelo v okolici Nove Gorice. Jaz sem pa zdaj naokrog, ratal je okrog 12 000 korakov oziroma še malo več. Upam, da ste kaj novega zvedli, kaj novega videli. Pejte tudi vi na kak sprehod. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!